Gospod Mehle, s čim se ukvarja vaše podjetje? Naše podjetje se ukvarja z gradbeništvom, smo splošno gradbeno podjetje z družinsko tradicijo, 26 let smo že na trgu. Gradimo od nizkograden do visokograden. Nizkogradne pokrivajo predvsem kanalizacije, vodovode, komunalno infrastrukturo, tudi kakšne ceste. Visokogradne pa pokrivajo od enodružinskih stanovanjskih objektov do več stanovanjskih objektov, industrijske objekte, komunalno infrastrukturo in pa vse, kar je z njimi povezano, tudi zunanje ureditve in pa prometna ureditev. Kakšna dela lahko opravlja gradbeni inženir? Gradbeni inženir ima več možnosti, lahko je v operativi, lahko je v projektivi. Torej, če je v projektantskem podjetju, lahko dela kot gradbeni projektant, lahko dela kot operativec, to pomeni, da je lahko vodja gradbišča, vodja investicije, direktor projekta. Lahko pa tudi, tako kot jaz, v mojem primeru, vodi manjše gradbeno podjetje. Gresta teorija in praksa z roko v roki? Pri nas v podjetju se trudimo, da gresta in lahko rečem, da se to dobro obnese. Kar je pa, bi rekel, tega manjših objektov, enodružinske hiše, tam pa se velikokrat teorija ne ujema s prakso, vendar to je že drugo področje. Gospod Mikoš, lahko na kratko predstavite zgodovino poklica? Univerzitetni študij gradbeništva, ki poteka na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ima dolgo tradicijo. Če lahko na začetku na kratko predstavim zgodovino tega študija. Začel se je v decembru leta 1919, ko je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani kot takrat edina univerza v Sloveniji. Študij je potekal takrat v okviru tehniške fakultete. Po drugi svetovni vojni je fakulteta postala samostojna, šla je skozi različne oblike. Leta 1957 pa vse do leta 1995 smo delovali kot fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. No, po letu 1995 so arhitekti šli v svojo fakulteto za arhitekturo in od takrat spet nosimo to ime fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Seveda razen študija gradbeništva ponujamo tudi druge študije, že ime pove, tudi študije z področja geodezije, v zadnjem času tudi z področja vodarstva in komunalnega inženirstva in z področja stavbarstva. Izbira študija mi ni nikoli predstavljala težko odločitev, saj sem že od majhnega sedela na okenski polici ter si ogledovala bližnja gradbišča. Poleg tega mi je tudi mama gradbenica, tako da sem verjetno imela to že malo v krvi. Za ta študij sem se odločil po priporočilih profesorjev srednje šole, tudi nekako že od takrat sem se videl v tem poklicu. Za ta študij sem se odločila že v srednji šoli, sicer všeč so mi bili naravoslovni predmeti in izmed tehničnih fakultet se mi je zdela gradbena še najbolj primerna za žensko. Ker so me že od nekdaj zanimali bolj naravoslovni predmeti, potem sem se tudi po gimnaziji začel odločati bolj v naravoslovno smer, med strojno, gradbeno pa še kakšnim drugim faksom, pa potem mi gradbena nekako najbolj bila zanimiva. Prakse bi lahko bilo še več, no. Sicer nekaj jo imamo, ne, pač en mesec prakse je minimum za dokončanje tega študija troletnega. Drugače pa se pravi, no, lahko bi jo bilo še več, no. Predvsem tega povezovanja med prakso in samim teoretičnim znanjem. Praksa je veliko, ja, si najdeš prakso v podjetjih, ne, in si pridobiš praktične izkušnje. Ta študij se mi zdi predvsem zanimiv, fleksibilen, veliko je tudi praktičnega dela, seminarjev, kjer teorijo izražamo s svojim delom. Na naši fakulteti je približno 40% žensk v eni generaciji. V zadnjih letih ta trend narašča, no. Tako da se ne počutim ogrožene kot ženska tukaj.